Kolega Zmago Jelenčič, izvolite. Hvala lepa. No, tale zadeva, ki jo je Evropska unija dala nam na mizo, je spet eno blebetanje in delanje kšefta tam, kjer ga ni. Globalno segrevanje je ciklični proces Zemlje kot planeta. Zadeva se odvija že 100 tisočletja in tudi zdaj bo šlo tako naprej. Gre za ohladitve, otoplitve, ohladitve, otoplitve. To je tista znanost. Ne mi govoriti, znanost je jasna. Kjera znanost? Ona, ki razmišlja o kšeftih tukaj noter. Jaz sem za to, da je treba paziti, da čim manj svinjamo zemljo. Vendar jo svinjamo na bistveno druge načine. Potem se gremo pa v Evropi, je strogo prepovedan imeti plastične tistele slamce, medtem ko Azija meče v morje milijone ton svinjarije, pa nikomur nič. Mislim, je pa res, da v Evropi je denar in je treba določene tako imenovane znanstvenike imeti na svoji strani, da delajo kšefte. Govori se o segrevanju ozračja, pa pravite, ja, topijo se ledeniki. Ja, na eni polobli se ledeniki topijo, na drugi polobli je led vedno debelejši. Upoštevajte življenjski tok planeta Zemlje, ne pa tukaj spet nekaj nakladati. Tole je vse skupaj eno blebetanje in to blebetanje kaže na to, da je nekaterim v Evropi morajo imeti službe, morajo delati in do leta 2050 bojo blebetali, ko se bo zadeva nekako uredila, kakor se pač bo. Po drugi strani, zakaj pa ne zapremo T6? Če je tako nevarno vse skupaj, zaprimo T6, pa bo bistveno manj svinjarije v Sloveniji. Zakaj ne prepovemo vožnje velikim tankerjem? En velik tanker, ta največji, ali pa transportna ladja, spusti v ozračje toliko na leto, toliko svinjarije in toliko ogljikovega dioksida, kakor vsi Volkswageni na svetu. Pa dajte malo, vzemite tiste relevantne podatke, ne pa to, kar vam Evropska unija reče. Kdo se je spustil v letalski promet? Po eni strani govorimo o čistem okolju, tamle v Brniku hočejo pa narediti, da vem kdo, hočejo pa narediti transportno letališče. Največja svinjarija, ki bi jo lahko imeli in ki jo bomo imeli. Transportno letališče, ki ga Nemci lepo furajo, zapirajo potniški promet z raznimi fintami, cena, neugodni odnos do potnikov in tako naprej. In kaj se bo dogajalo takrat? Največja svinjarija bo v Sloveniji, kjer bomo potem prekladali kište iz celega sveta. Namreč, kaj je pri velikih letalih? Ko gre na pristanek, če ima preveč goriva, ga odvrže. In kje ga bojo odmetavali? Nad Gorenjsko. Fino, kaj bojo kmetje rekli. Vsa tiste svinjarija bo padala dol. Poleg tega, da je direktno strupena, je tudi kancerogeno. Ampak to nobenega nič ne briga, samo da bo država spet pobasala kakšne denarje v žep in tukaj le pa tale Evropska unija, lepo vas prosim, vedno večji gnoj je tole vse skupaj. In v naši stranki te zadeve zagotovo ne bomo podprli.